Zaplula je barčica moja, zaplula i na sredi morja. Je morje široko lepo. O, hvaljen bod Jezus Kristus, stvornunac. Amen, veko maj. A kaj vam je, da zgledate tako žalostan? A se vam je kaj hudega zgodilo? Gospod Koren, ali verjete na Boga ali v njega pravico? A kaj me vprašate, gospod? Seveda verjem. Res rožarja ne molimo vic v hiši, a ob nedeljah nisem se zamudil svete maše, če nisem promuvaru. Vickrat na leto grem sveti spovedi. Tudi za naš ranjše dušice plačavam svete maše, Bog jim daj venčni mir in pokoj. A zakaj me vprašate? Ali je res, da mora pravi kristjan sparjet pokorno vse, kar mu pride pošljano od Boga, dobro in slabo, da nas Bog poskuša, če mu bomo zvesti tudi v žalosti in težavah, ki nam jih daje, a da za Bogom se ne sme strojiti? Ja, res je. Tudi kadar nas zadene velika nesreča, se moramo priporočiti Bogu, a za vsako reč moramo ponoviti: o Bog vsega mogočni, naj se zgodi tvoja volja, tako na nebesih, tako na zemlji. Ali je tako? Tako je? A kaj se je zgodilo? Povejte mi. Kar vam moram povedati, je zelo žalostno. No, povejte. Žegnite se. Ali se je udaril Mario Nadejale? Ja, sem dobil telegram iz Belgije. Ali je hudo udarjen? Zelo hudo. Ali se bo rešil? Povejte mi vse. Ga je ubilo. Je mrtev. Bog vam pomagi prenesti tole zadnjo in težko preizkušnjo. O, ne Bog, to je previč. Rendirat v Belgio kot drugi. Hor bom vid zaslužil na mjestu kot le celo leto. Zakaj ima z mano, da si mi vzel tretjega in zadnjega sina? O, Mario moj, zaroda moja. Zmeraj me mlijaka umuzen. Ne vem kaj tole. Sa si zadost star, da bi moral sam zastopiti, da kar so krave breje zubijo mlijeko. Kar pa predaš tele je placeno tu zubljeno mlijeko. Samo porjedko se zgodi, da prodamo kajšno tele. V zadnjih 2 let smo prišli od 2 krave, a nije rečeno, da nam pojde vse posreč. Bog nas je štrafu, odkar nam molimo svete rožarja, nam nahraniš dobro. Premalo, molimo par hiš, a je bila tudi bolezen. Manjko je veterinar, kadič žehnam in rožam, in kropit z vodo po bunih kravah. Ne pomaga nič, to so vraže. No, Mario, ne bo tako prešeran. Kjer je žehan, ne vraž. Naveličil sem se, rendirat v Belgio kot drugi. Hor bom vid zaslužil na mjestu kot le celo leto. O ne, kmetije in osterije ne bi smel zapustiti. Pisma nam pričajo,
da živijo korenovi na tej zemlji že nad 400 let. Iz roda v rod so nam zapuščali zemljo. Jaz jo bi zapustil tebe, ti pa tvojemu otroku, ki ga vsi tako težko čakamo. Bog vija, do strpljenja so prenesli tisti, ki so jo obdelovali pred nami, da so jo nam zapustili vlast in varuštvo, tajšno kot jo imamo mi do nas. Naša kmetija je jedna najboljših v našej vasi. V starih cajtih so tle redili tudi 10 krav, a so bolj živeli kot drugi kmetje. Več dela smo imeli kot drugi, a nič drugega. Trostil sem se, da bojo cajti izboljšali, če ne sem bil že zapustil vse kupe. Kakšno tle življenje, haranje od zgoda do noč. V nedeljo pa nimaš tu hajuf, 100 lir, da bi šel s prijateljem v hošterijo. Življenje tjera se pravice, se ne more biti živjeti tako kot stankrat. Kadar je bila polenta parhiš, je bil že praznik, drugač pa bizna, rijapa, kompir, koranje in podobno. Tudi prase smo zaklali skozi vsake leto. Ja, ham sem prišel, da ste nesli paha spodan nuncen. Mario, horja ti samo, ki se ne boj vahanja služavniku. Moj ranik tata mi je nimar pravu. Diha spodu nuncu, kar mu hre, am pustiha par miru. Priznam, da je bilo za vas že boljš, kar ste bili srečni s tistim, sta imeli. Do nas ne more biti več tako. Ne moramo več hoditi, starhane oblijačeni kot pekari. Ja, včasih ste imeli še več denarja kot do nas. Lahko ste prodali jabuke, hruške, kompir in drugo sadje, pa tudi drva. Do nas ne moreš nič več prodati, kar imajo do po furlanskih, antaljanskih planjah, tarkaj blaha, te navedo kam žnjim. Sadje nahnije po sadovnjakih. Če ćemo skuha zahnje, nas pa financirilo ve. Cajtoviske pa je bilo še bolj huduva. Pa le smo preživijali. Tle v naši hiši so se najedli Njemci, fašisti, kozaki, partizani, vseh sort sudatije. Res je, da če nisi sam dal, so ti pa sami vzeli. Vse dno nam je ostalo tarkaj, da nismo umrli od lakote. Jav sem Marju, prišli bojo boj sajti, spet bomo prodajali sadje v mesto. Zakaj ni malo potrpel? Naprej? Dobro večer, Bogdi. Dobro večer. Da zamerite, že vas motim tako pozno. A vidim, da niste še povečerjali. Nič za tua, Puj naprej. Veš, Mario, sem bil da na Kamune, a so me prosili, naj ti povijem, da je pa šel kontrat iz Belđe. Kontrat? Iz Belđe? Ja. Jutre, ob 10 uri, odpojdeta s kuriero dol iz doline. Ali jih pojde puno? Ma, vsi tisti, ki ste napravili prošnjo, am potrebne dokumente. Iz naše vasi so Franc Potokarju, Janez Matevžinu, Bepo Mohoru, Martin Zahrivnjaku, Ivo Blažu, Eljo Podopokarju, Jakov Šoštarju, Antina Slazarju. Iz drugih vasi pa jih je še puno. Bog se usmili, sama mladost. Vsa naša mlada moč, en od najboljših kmetij. No, jaz moram iti. Lahko noč. Bog ti loni, lepa hvala. Ja, prav lepa hvala za tako novico. A ja, pozabil sem te pozdraviti. Z Bogom, lepo imej se. Srečno rajzo. Vrni se preca, zdrav am bohat domov. Hvala, Toni, Lahko noč. hvala. Ki bo znam prez tebe, sin moj? Istan tata smo star, nevijesta v drugim stanu. Par hiš je puno težkega dela, zato tle potreba zdrava mlada moč. Ja, ki bo pa z mano in z otrokanki čakam, če se ti kaj zgodi, Mario moj. Vse bo šlo boljško prijet. Pošil vam bon denar, da vas ne bo potreba tako vas maltrat. V jami pod zemljo se težko služi denar. Živi ljudje niso za podzemljo. Pod njo ima lahko življenje samo krt. Ne bi smel Marijo gledati samo tistih, ki pridejo lepo oblečeni iz Belđe. Dosti jih je tam bilo. Dosti polomilo. In
Obstoj našega priimka je šlo, da ne bo prišla naša hiša v druge roke. Potleko gospodarijo Korenovi tle že nad 400 let. No, pa ti, kaj smekaš sada? Mario, naš otrok se bo rodil brez tebe. Kaj misliš, da ga jaz rodim, če ostanem doma? Me lepo zastopiš, žalostno bo. Kaj praviš? Kaj praviš, Mario, albo pobica, albo čičica? Kaj bi ti rad? Si čukajal tata od prejinku. Ne poslušaj, tat. Vse bo dobro, kar bo Bog dal. Samo da bo zdravo, pametno in čedno. In če se ti kaj zgodi? To si že večkrat na to ponovila. Ne smiješ misliti samo na hodua. Te zastopen, kot zastopen tat in mamo. In tudi vi morate mene zastopiti. So možje mojih lijatih, ki pridijo od hor, pa jim ne manjka denar. Jaz haram od tame do tame, pa nima nič. Že od kadar sem se oženil, jaz sem kupil nove ahvanta. Tudi tebe bi rad kupil puno lijepih reči. Pa ne morem. Boš videla. Kupil ti bom tajšne oblijake, da bojo vsi gledali za tabo. Tle bo potreba tudi telo hišo postrojiti. Ko bom zelo zaslužil, se vrnem. Troštam se, da se bo tudi tle nastalo boje življenje. Lepo bom šparil, kar bom ponusil, bom le za potrebo. Je res, Mario, me ne boš pozabil, ne boš hodil z drugimi ženami. Veš, pravijo, da hor so zelo lepe in perfinjene čeče. Da že majš skajsan je zgubil glavo za vojo njih, a ne pozabil pa na duem. Nikdar te ne pozabim. Ti ima rad dvojko vse na svijete. Ti bo vsak moment v mojem srcu. Obljubam ti, da ne bom zaspal bedno noč, dok ne prekličem tega lijepega obraza pred moje oči. V mislih te bom poljubil, ampak tle sladko zaspal. S tabo v srcu se bom tudi zbudil, in šel zvesto na delo, v troštvu in upanju, da te bom zares predsa objel. Takrat pa te ne več zapustim. Sada pa pojmo pripravljati valežo, da bo jutri vse pripravljeno. 3 sinove sem imel. Janeza so prvega poklicali k vojakom. Pošljali so ga v Grečijo. Ko so odhajali, so peli. Franc je bil korajžen pup. Se zmislim, kadar so šli v Rusijo. Šel sem dol dolino za njim, kjer je čakala korijera. Puno jih je bilo, samo mladi fanti.
Še prije, ko je odpejala karijera, so šli v oštarijo. Sedje so izbal črnega hudicija. Nas je začel nositi drugi za njim. Dolini na placu karijera stoji, dolini na placu karijera stoji, dolini na placu karijera stoji, no dekle se joče se briše oči. Oj, kaj sta začela nas duče naš kraj, oj, kaj sta začela nas duče naš kraj, oj, kaj sta začela nas duče naš kraj, na Rusijo mi gremo, ne pridmo nazaj. Na Rusijo mi gremo, ne pridmo nazaj. In res, zelo malo se jih je vrnilo. Med njimi je stogor tudi naš Franc. Bog mu daj večni mir in pokoj. Rediš jih, skrbi za njej. Kadar imajo 20 let, jih nisi več gospodar. Vzamejo tiham pošejo v boj, kjer ti zakojejo kot dujo žvino. Na, sam ti napravila kjek za podzov. Nisem lačen. Sin moj, poješ je kjek poti duha, boš lačen. Ne, mama, ne morem. Men, če že tako, da se ti var se kar moreš. Se bom, mama. Na pozabi na duhom, Ne pozabim. na družino, Ne pozabim, na mama. naš jezik in lepe navade, Ne pozabim. na hodi v slave kompanije. Lepo vas zastopim. Varvu se bom. Ko bom nekaj zaslužil, in če pride boj sajti, se v našo dolino se vrni nazaj. Pa Bohan naše vjere ne pozabi. Ne bo, ha poznam. A ja, Marko Matevžinu mi dužan 2 zornade. Dogovorila smo se, da mi vrne. Kadar boste imeli potrebo, kadar boste imeli kajšno težko delo, pa pokličite. Se vam prije rad pomagati. Pisaj mi, ko prideš hor. Bom, ne boj se. Ja, če ne boste mogli trave posteč, prodajte eno kravo. Ma pust krave per miru sa da ženar mokua. Zbuhan, mama. Bog ne gre pred tabom za tabo. Marija, Ne še, Mario. Ne še počakaj še no malo. moram ti, Marija. Pozno bo, druz me že čakajo. Ne še. Počakaj še no malo, Mario. Daj se koražu, Marija. Bodi trda, da ne bo še buj težak moj odhod.
tajšan dan, kot kadar sta šla Janez v Grečijo in Franc v Rusijo. Po maši se je gospod Famoštar pogovarjal z našim Šindakom. Včeraj je odpotoval že 7. škaljon naših ljudi, naših delavcev v Belgijo. Žalostno, obupno žalostno. Sem videl ančujokat otroke, žene in matera. Če bomo šli takole naprej, ne bom imel več otrok za krstiti, an mladih paru za poročiti. Ostanejo samo te stari za smrt, za pogrebe. Tudi ti, Šindak, an komun, ostaneta brez ljudi. Tako da bomo morala zapreti vsak svojo barako. Kaj naj naredim? Naj nadamo pasaporta. Tu bi bilo proti leču. Potle, veste, kaj vam povijam? Naj se očistijo naše vasi. Do sada so šli samo ničari, bajtari, a nek revolucionari s hudobnimi idejami, ki bi jih njel vi, an cirku obsojat. To so ljudje, ki se nije več dalo delat. Jest, an drugih 10 kmetov našega komuna smo imeli saldo delo za 50 delavcev. Kaj naj ćemo pomagati? Če nećejo več hoditi v zornade. Pravijo, da jih malo plačujemo. Jaz pa vam povijem, da pridijo še tajšni cajti, da bojo parsiljeni delat za nomajhano skledo župe ali pa batude. Ne trošti se več tistih cajtov, obedanih ne želi. Vojska je spremenila puno reči tudi tle par nas. S tajšnjimi trošti ne bo rešitve. Napraviti moramo nekaj drugega. Kaj naj napravimo potle? Potreba je zgraditi fabrike, razviti malo industrijo v naših dolinah. No, gospod Nunas, bodite pametan. Tele naumnosti piše Matajur, am pridiha tist revolucionar Matevžu iz Hlabočaka. Pa ja, da se neste vrhu za njima. Če smo že partoninac v Matevžovemu iz Globočaka, ti povijem, če še ne viješ, da bo imel v nedjeljo konferenco, na kateri vas bo obtožil, da ne delate nič za naše ljudi. Govoril bo proti migracijonu, da bi dali delo našim ljudem doma. Te boha hudič nesu, te boha manko karabinjeri zaprli. Če ga zaprejo, bojo ljudje upilje narjuli, da so mu napravili krivico, za se tuče za pravico bozih ljudi. Potlej bo hitro zraslo še kajšnih 10 tajšnih kon. Motite se, ljudje se bojo prestrašili. Ne zanesi se na to. Ljudje se zmeraj manj bojijo Boga. An če se ne bojijo Boga, se še manj hudiča an karabinjerjev. Prašajte višji in da ki višje oblasti tiste pravice, ki jih praša on. Tako mu podžagate vijejo, na kateri sedi. Ja, še hudiča. Podle nas bojo še nas stel za šovršive. A ste tudi vi za revolucion, za dat ničar jankar imamo mi, a, gospod Lenkič? Sem proti revolucionu, ki bi hotel silo nekaj doseči. Priznati pa moram, da nije pravično, da nije pošteno, da imajo nekateri ljudje pravič vsega, drugi pa premalo ali pa nič. Kar gorejam pišejo revolucionari, vi je Šindak, ni vse neumno, nasprotno. Če se ne bomo za cajtam zganili mi, se bojo ljudje obrnili za njimi. Vi ste se žeke, ne? No, bod pametan, Šindak. Ej, ma kakšne fabrike ćete? Vi ste v čem mož? Imate čez 15 šul. Jaz mi imam pa samo 15 krakov in me niso nič navadile. Dijam pale, vi veste še lijevš, da tisti, ki ima kapital, a ne investira tam, kjer mu na nič vrže, kjer nema interesa, pač pa tam, kjer mu narvič vrže, kjer je material, električna energija, kjer so cesta, železnice, blizu centra. An kjer so ljudje, delavci? Ma kakšni ljudje, če nič ne znajo. Tudi če nam postavijo fabrike, je treba da znati nositi mahine. Če ne fabrika nahle naprej. Če so znali nositi puške, mitraljeze, kanone, če so znali prelivati kri za domovino, za patrijo, bojo znali, da bo funkcionala tudi fabrika, a ne makine. Res pa je, da je potrebna šola, a tudi za to morate poskrbeti. Treba pa je enkrat začeti, tudi v Torinu in Milanu, kadar so začeli, niso bili vsi mojstri. Fabrike, šole, a še ki, kdo bo delal pa naš grunt?
Če obdržimo djeluce doma, je upanje, da bojo obdelovali še grunt. Če pa jih pustimo vse po svijetu, ne bo ne fabrik, ne obdelanega grunta. Na moramo vprašati oblasti, da nam dajo več, kar nam dajejo. Sada nam dajejo še puno. V zadnjih 10 let smo zgradili 2 cesta, 2 akvedota, an šolo na Jeseniku. Če vprašamo preveč, nas znajo zameriti. Seveda, če boš tajšan, sigurno zaslužiš medaljo in križ od kavaljerja, brez strahu. Moji kolegi po drugih komunah so taj sliku jest. A če so drugi zaslužili križ od kavaljerja, ne vidim, za ki bi ga nam imel tudi jest. No, henjankrat s tistimi križi in medalji, ali naveste šindaki, da boste za nje podkopali žive naše ljudi v belđanske jame črne od karbona. Ali vam ni nič mar za naše ljudi? Gor smo imeli že puno mrtvih, ker jih pošijajo v narbojne gobarne dela. Ja, ražon je imel. Kdo bo odgovarjal za vse tiste imigrante, ki so pomrli v Nemčiji, v Belgiji, v Švici? Potrebne so nam šole, potrebne so nam fabrike. Če obdržimo delavce doma, je upanje, da bojo obdelovali še grunt. Če pa jih pustimo vse po svetu, ne bo ne fabrik, ne obdelenega grunta. Pisuje Mario, non je ne drugo pa tako. Prvo to jo. Tamineš 15 septembrja 1952. Predraga Marija, moja ljubja žena. Zelo me je razveselilo, to je zadnjo pismo, v kateri mi pišeš, da ste vsi zdravi in da lepo prenašaš to nosečnost. Tako, ako mi praviš, bi se mora roditi naš otrok proti konc telega mjesta. Trostam se, da pojde vse dobro, a sem v velikih skrbijah. Noč in dan mislim na te. Oče, bi ti vedela, kako mi je težko, kako mi boli srce, da ne bom mu biti pri tebe tistega srečnega in veselega dneva, a ki bo za te veliko trpljenje, da bi ti mogel pomagati manjkostem, da bi bil blizu tebe. Prosim te, prenesi to provo v imenu naše ljubezni. O, Bože. Tako, ko smo se pogovarjala, bi želel, če bo pobic, da ga okrstite z imenu Franc v spomin na mojega bratra, ki je padel v Rusi. Če bo čičica, dajte ime Marija, da počast moto je ime, ki ga nad vse ljubim. Draga Marija, ahti se, da se ne boš preuredila, premaltrala, da ne bo škoda tebe in otroku, ki ima prid na svijete. Ne dotikaj se težkega dela, vzami in kupi vse, kar nucaš, pa hitro mi odpisi. Savijaš, da zmeran težko čakam, to je novice. Tle je delo vsak dan buj težko. V rovu, v taj smo prišli do vode, to se pravi do hnilega sveta, kjer se vse skidam plazi. Prečeranim je polomilo Iva Blažovega. 4 ure so odkopovali, da so prišli do njega. Okumi so ga všafali živega. Pravijo, da bo zdravu, a ne bo več sposoben za delo. Istin se zaprošil šef Purjona, da me da delat v Drican. V Drican? O, Ja. Mati Božja. Kjer je suhua, ma je buj zdravo, an se več zasluž. Ja, me je stokrat pa buj na varno. Včeraj sem ti pošil drugih 10.000 frankov. Vzami kar nucaš brez strahu, pa tudi tatuan mam, kupi kar nucajo. Kumi 7 mjesec, odkar je šel nižet kaj zaslužil. Imel ražon res, da se zasluži več od on mesec, kot le celo leto. Čak, dos pride 10.000 frankov v naši valuti? 10.000 frankov, 120.000 lir. O, Bog mu di zdravje. Počakajte, mat. 7 mesecev je zaslužil že tle kot celo leto. Ja, počakajte, gremo naprej.
kaj si se ustavila? Kar ostane, loži na buone na pošto. Rad bi postrojil hišo, kadar se vrnem domov. Še enkrat, Marija, te prosim, da se varješ, bodi trdna, ko pride tist moment. Tekrat misli, da sem ob tebi vsem srcam, da ti brišem pot stojega lijepega čela, da ti stiskam roko, da te poljubim, sada te prolepo pozdravim, a posjam ti je v koš poljubil tvoj mož, Marjo. Mene pa je pisao, bo ih ranko resnico. Dragi tata, imel stražon, da je vse črno, pa delo težko, a neobarno. Duh stajt mi je, čujem domotožje nostalgijo po domu, po našem dobrem strahu, po našem sončnih poljanah. Tu se mi zdi, da so še tič zalostni, ne naprepevajo kot doprnas. Da se ne čuje domačih zvonov, ne prepevanja naših pjesmi. Vsak dan tisto, on podobno delo. Kadar se vrnemo z dela živi in zdravi, zahvalimo Boha, da je šel že dan mimo srečno. Vse se bojimo, kaj bo prinesel drugi dan. Iz jame se vračamo črni kot zamorci. Prijatelji se poznamo samo po glasu in po zobijah, če se kajšem posmeje. Težak in hranak je kruh, ki ga tle zaslužimo. Tle naredim kajšno leto, potle se vrnem obdelovati naše sončne poljane. Lepo se mijejte z mamo, varvite Marijo, napustite jo samo, da se ne bo kaj zgodilo. Vas prav lepo pozdravljen in objemem. Vaš sin Marijo. Sem mislil, da se vrne, da ne zapusti naše kmetije. Sada pa... Šindak in famostar stajala. Ja, denar, pa ne spoštujo več božjih služabnikov, duhovnikov, pozabijo na vero očetov in na naš jezik. Jezik. Kaj sem jezik? To ni obelen jezik, pač pa, nič vreden dialekt. Dok nisi ratu Šindak, nisi tega vedel. Pa sada vijem. Tistemu, ki vi pravite jezik, je bolj za nas, da ga hitro, prijet moramo pozabimo. Tudi oblast bojo gledali na nas z bolj veliko simpatijo in nam bojo viš daljale. Zasmehovali so nas, a imeli za norca za ovoj telega jezika. Zbrali smo se z drugi Šindakmi, a sklenili, da opravimo s telim nič vrednim dialektom. A potle križec od kavalirja ne uteče obednemu. Maj, nikdar pravim vam, nikdar ne boste uničili našega jezika, če lih vas bo več kavalirju kot konju. Pomahat bi nam morali, kot delajo že nekateri duhovniki po drugih farah. Ki dijete vi, gospod Lenkič? Nikdar se ne bom tukaj proti pravicam, ki jih je Bog postavil. Vaš boj pa je boj proti naturi in božjim pravicam. Kristus je jav apostolom. Pojdite in učite ljudi Božjo besedo v vseh jezikih. Ne mešajte Boha v tele reči. Gledat moramo na naš interes, a naš interes je tak, da se hitro naučimo jezika, ki ga govorijo po cijelim nacionu. To pa je druga stvar. Seveda, da se moramo naučiti jezika, ki ga govori cijela nacion. A ta nacion nam daje pravico, da se učimo tudi našega jezika, da ga ohranimo in da ga izročimo našim otrokam, takšnega, kot so nam ga izročili naši očetje. Sa vi nimate otrok, kaj vas to kaj briga? Ne škercaj se, imam otrok več kot ti. V duhovnem smislu so moji otroci cele fare in skrbim, da bih izročil tistemu duhovniku, ki pride za mano,
tajšne, kot mi jih je pustil tisti, ki je bil pred mano. Pustite mi, da vam kažem na praktično vižo, kako naš jezik nevajanič. Žuan iz Poloha nekega zimskega dne je pejil prodajat kostanj na trhu Čedat. Na placu pride k njemu furlanski kupac in ga vpraša. No, vendej, že šediš? Ne, bo ti presneto. Od 14 ga naj dam, kar je narbojško bilčar. Na to se oglasi Ankimet z Nediške doline, ki je zastopano malo Polaško, a mu reče, no rac, sa ti je ponujil 16. No, če je tako, pa ga prodan, je jav Žuan. Vidite, gospod Lenkič, za vojo nepoznanja laškega jezika in brez pomoči od tistega, ki ga je poznal, je bil naš Žuan zgubil po 2 franka na kvintalu, a v tisti sajtu je bilo dost? Furlanski pa spet ni jezik, ki ga govori cijela nacion. Nija, več kot nas pa jih je. Par kravah si se res navadil premalo geografije. Sem pa zato, da znamo tudi polaško. Moj Šindak, sam veš, kako so preganjali naš jezik pod fašizmom. Ma sada bi moralo biti drugače. Sada imamo republiko, a stvar je čisto drugačna. Republika nam daje pravico, da po svojem konstitucionu, po svojem največjem leču, vse tisto, kar nam niso pred dajali, kar so nam branili. Vi pa sada to veliko, neizmerno bogatijo odklanjate, zaničujete, ko je bilo tako težko priti do tega, da so zapisali te pravice v konstitucion. Ljudje ne poznajo obenega konstituciona. Te pravice imate v glavi samo vi, a nekateri tajšnikovi. Ma brez skrbi vam jih izbijemo iz glave. Če bo potrija, bo tudi skuda. Tučta se za fabrike, da ostanejo naši ljudje doma, ne pa proti svojemu lastnemu jeziku. Tepci, tamburi, kako pa nas boste s silo preganjali, bomo še videli. Ne pozabite, da smo še močni, da smo vaši veliki volivci, da dobivate od nas največ glasov, največ votu, da lahko postanete Šindaki, potem nam pa hrbat obračate. Pustimo, gospod Nunas, ne zamerite, šla si pa predaleč. Ti si šel predaleč, ne jest. Pa ja, ne zamer se. Ne mislite pa, da bi ne postajali Šindaki, am brez vaše pomoči. Popravajte. Veste, nas nasmijete strast z vašimi voti. Da bomo odkrit, mi služimo vjeri an crkvi ko vi. Ma z diferenco, da če nadijela v naš interes, jih obrnemo hrbat, mi imamo vas interes, da delamo kupe proti skupnemu sovražniku, proti revolucionarjam, a njih pohujšljivim idejam, ki bojo postavile svet na robe, če na bojo zastavljene. Če v tem nam ne bosta pomagali, potle bomo šli pa vsak po svoji pot. Če li jih bo težko brez vaše pomoči. To pa nije kravja šola. Ko to mislite? Mislim, da kar si sada povedal, nije moka iz tojega žakja, iz toje glave. Kje si tole zabili v glavo? Kaj pa mislite? Imamo tudi mi naše reunione. Imejte karčete, a povem ti, da cirkev se ne bo pustila instrumentalizati, da ne bo držala žakja v bednemu, da bi delal svoje interese na škodo drugih. So drugi fari, ki jo namisnejo ko vi. Cirkev je imela dosti sovražnikov v svoji 2000-letni štoriji, pa je premagala zmeraj vse težave in zmeraj znala ubrat pravo pot. Škofu vas bom zatožil. Zgubil boš vote, zgubil boš glasove. Govorijo, rjujejo, si grozijo, stvari ostajajo vse po starem. Kaj se je spremenilo od takrat, ko je odhajal Mario v Belgijo? Buonasera. C'è beveso, signor, c'è beveso? 2 caffè. Corretto o semplice? Vai, 2 caffè. Včeraj je šel z našega komuna z 7 skaljon delavcev v Belgijo. Kaj bo z našimi vasmi, z našimi ljudmi?
ali sta se odločili, da uničate našo skupnost. A sam jes kriv, če gredo naši ljudje po svijete. A jih jes pošijen. Tudi jaz bih rad stavil. Sam mi namanjka dijelo. Sale, ne morem šafat več djelucu. Vaše dijelo. Niste nikdar zastopili, da se gre za pošteno dijelo, pravično placilo. Se kar ste jim dal za se vam je hudo zdelo. Jezik za zobe, falot. Ti se ne boš tako z mano pogovarjal. Če nećejo djelat na mene, antašnim, kuk sam jaz, kot let druzega djela hanija, anče hanija, naj gredo gledat drugam. Stavite jih tijan far, če morete. Če moram jaz pogledat resnico v oči, pogledite jo tudi vi. Resnica je, da se nije nikdar tako dobro živjelo tle pa na stodeku sada. Emigrant pošijejo da mu denar, tako da se imajo do nas tisti, ki so bliničari, vojšku kimetoni. Za ki se jočejo, kar zapuščajo svoje domove, svojo zemljo. Resnica je, da bi vsi rajš tle delali za 500, ko po svijete sam tavžent. Pa niste nič naredili za nje. Tle nije obedne industrije. Zidari odhajajo graditi vile gospodom po svijete, kjer tle se na nič gradi. Kumeti odhajajo, kjer na morju preda svojega pardijela, svojega blaga. Prelivali smo kri za domovino, a vsi so nas hvalili, da smo najbolj sudatje. Sada za placilo dajeta, tener božin sudatam pasaport, a ne, pardon, placijat ga morajo sami. Zberite se, vsi sindači, ne vprašajte oblasti, da nam zradijo manjku fabrike za delat valiže. Vidite, da jih kaj nucamo. Tu češ, da ti bo tle investiral kapital? Obedan, če bomo spali kot do sada, ali pa, če se bomo bali vprašati. Ispravim, da je bolj lahko parpejati kapital k djelucam, ko uvozi djeluce k kapitalu. Tako bi ne bilo tragedij po naših domovih. Rešila bi se naša skupnost, naš jezik, naše navade. Tako se pa potapljajo naši ljudje v Juškem morju. Tudi tebe briga naš ničvrijedni dialekt, kufarja. Ničvrijedni sta vi, ki ga zaničujete. Čeprav se krehata z našimi ljudmi lepo naše, zaprav nas znata druzega. Znata pa lepijo v tisto skledo, z katere jeste. Vaš se, kako govoriš? Resnico govorim, se vas ne bojim. I kafe, šo, kafe. Vaj! Ti se ne boš tako z mano pogovarjal. Nisem pa šutle znamenjen, da se bom krehul z vam. Ste vi začel tu zelo pomis? Ja, ma, jest sam Šindak. Vi ste Šindak. Prava riječ. Ste bil dost bolj pametan, kar niste bil ko sada. Potleh ste rado Šindak, sem vam glavo preložili, pa so vam jo morali lepo oprat. Si navošljiv, kar je sam Šindak, an ti nije spanič. A nikdar ne priješ na kamar po tisti neumni pot, ki si jo zbral. Zasuši v slave kompanije, oblast ima zapisanega. Če se zgodi kajšen majhan potres, te hitro zagrabijo. Hudo mi se zdi. Sa stojim, ranc in tatan smo bili velika prijatelja. Obeda mi ne more braniti, da mislim z mojo glavo, da imam moje ideje. A skrbite za me, se ne bojim. Moja vest je čista. Tučem se za pravice naših ljudi, ki so tudi moje pravice. Če bi mi pomagal, bi bila tudi vaša vest čista. Poslušajte me. V nedeljo bom imel konferenco tle na placu. Prepričan sem, da me bojo ljudje poslušali. Pridite se vi, da boste podprli moje besede. Oblasti nas bojo morali uslišati. O ne, dragi moj Toninac, mi dva smo nasprotnimi idejami. Smo vsak druge sorte. Tiste neumnosti ne bom naredil, kar sem Šindak brez tebe, an to jih votu. Vsi bi se morali zadrijeti, ko on sam človek. Se mora rešiti naše probleme. Zapisal bi me v črne bukva, zašo vršiva, ku tebe. Pusti, Toninac, to je revolucionarne ideje. Znate man. Ja sem ti, da si moder človek. Tala pa je lijepa. Sada mi boste se hvalu. Ja, Lenin, da kadar te nasprotni hval,
Vprašaj se, kas napravo hudega deluca mankimetan. To je Leni, tvoj stric? Ne, baš nono. No, pusti strica Nona, pridi z nami. Ničkrat smo govorili ob te. Pripravljeni smo, da ti šafamo, da ti damo dobro delo, dobro službo. Postavili bi te za kolokatorija, samo da jo henjaš tojim konferencmi. Ande vam parnesen mojo hlavo tu vaš magazin, da mi jo fajno operete, da bote vi ali pa sekretar mislili z njo. Ne. Boste le moke na bok ruha. Tako so z mano že drugi popraval, pa i njime ratalo. Na Sardenjo te popejejo. Ben, če peje dol treno, pa peje tudi nazaj. Dol se odpočijem, ankar pridem nazaj, bom pa se bujarju. Čakal vas bom na konferenci v nedeljo. Čak me le, pa me la bo. Pojdi v Belgio še ti, hor djeli revolucionar, ne tle nam štrija ne miješaš. Pojdi v Belgio. Pojdi v Belgio. Pa tebe, Katje? Mario, Kaj, Mario? telegram. Telegram? Na, Kaj? O, mati Božja. Kaj? Na, preber. Mario. kaj, Maria? Maria, primio. Zamet, to mi! Je Stavros! Je Pablo! Je Pablo, je Pariela Stavros! Prijemo u kameru, Čekaj, tukaj! počas. Pomaži mi malo. Kako se je zgodilo? Padu je udrisan, telegram, več ne povija. A ne, se navije, kako se je zgodilo? Včeraj. Že 7. mladega moškega smo zgubili v Belgiji z naše doline v zadnjih 2 letih. Prekleta oblast! Kam pošijejo umirati naše ljudi? Ne stoj klet. Prosi Boga, da jim pamet razsvet in grehe odpusti. Ej, Boha, prosi Boha. Naši ljudje so najbolj vjerni na svijete, pa pogledajte, kaj imajo salon. Vsi so jih zapustili, kompanija sveceniku, bohan hudič. Ne bodi prešeren, Bog ve, kaj dela. O, se vid. Bojo prekleti tisti, ki ubiješajo križ od kavaljere v skrico, am preštevajo medaje, ko jude škarjote sebarnike. Naši ljudje pa krvave umirajo po svijete, kjer ubedan je nič naredil za nje, da bi delal doma. Bog ne zamerim, saj ne vedo, kaj delajo. Ne tako. Prosite Boha, da daj ljudem pametan kuražo, da daj vzamejo v roke cepi, vile, da vzamejo v roke sami svoje stare a nove pravice, ki jim pripadajo. Tudi vi ste krivi. Je zastonde obraćate oči našim ljudem proti nebu, da ne bojo videli svojega žalostnega in obupnega življenja tle na zemi. Tle so prehanjani, ponižani. Tle imajo samo trpljenje, ma ne vidijo nič, kjer gledajo gor. Kdor je tle ponižan, bo gor povišan in blagor tistemu, ki je na zemlji pregajan, zavoja pravice, kaj ti njegovo bo nebeško kraljestvo. Storije, prazne storije. Vi pravite, da bojo imeli bohi reveži hor večne nebesa, a bohatih imajo že tle na zemlji. Pravite, da pojde bolj lahko kamel skozi glino v hua, ko bogataš v nebesa. O, ben, s tem bi morali biti bohi reveži veseli, da tle trpijo, kjer bojo imeli hor veliko plačilo. Bojo imeli tisto prednost, tisto privilegijo, da bojo gledali z nebes, kako se basajo bogataži skozi glino v hua in se jim smejali. Lijepa pravca. Škoda, da vjerijo samo te bohi, a da te bohati se ne bojo. Ti bi moral hoditi več k sveti maši. Ti si šel daleč proč od Boga. Premišljuješ in govoriš o stvareh, ki so bolj velike kot ti. A pustima tele stvari ob teli žalostni parložnost. Boma imela cajt, da se boma še pogovarjala. Ti si sindikalist. Potrebno bo pregledat, kako se bo dalo pomagati teli nesrečni družini. Pregledat, kakšne pravice bo imela iz Belgije in podobno.
Sam mislil na tole že. Kupe bomo pregledala, a naredila vse, kar bomo hočeno. Daj, da gremo noter. Kako je, nunac Koren? Ko je zvedela za Marijovo smrt, je popadlo hudo. Spravili smo jo v posteljo, sada pa obedan naj se povedati, kako je z njo. Oni notar letajo kot neumni. Kako je, Marij? Pomirite se, gospod Koren, upajmo, da bo šlo vse dobro, vse po sreči. Nunac, želel sem vam povedati, kako se mi hudo zdi, kaj se je zgodilo. Sa z vas in Marjan smo bila velika prijatelja. Kako je, Marij, povejte mi. Pomirite se, gospod Koren. Zgodilo se je vse tako naglo, da še nisem še prav pri sebi. Smrt našega Marija, hudo naše nevesti, meša se težka smrt z novim rojstvom. Nunac, ste ratu nono, popje. Kako je, Marij? O, nije hudiha, je šlo vse prav dobro. Bog bodi hvaljen. Primak je rešen, Korenov rod bo še živel. O Bog, ti si neskončno usmiljen in dobrotljiv. Ne zameri mi, če sem pred kratkem na koncu svojih moči podvomil v tvoje usmiljenje. Molimo na glas, Bog daj rankemu Mariju večni mir in pokoj. Večna luč naj mu sveti. Da bi v nebesih prosil Boga, da ohrani tole družino, da bo po velikem trpljenju spet živela v veselju, da bo prosil Boga, da nas reši od propada, da bi živeli pravično in Bogu spodobno življenje. Pogleda, vas je podoban rancemu Marjonu. Sromak moj, nikdar ne boš poznal tvojega tata. O vsemogočni Bog, daj temu novorojenemu otroku dosti zdravlja in sreče, da bi včakal visoko starost in doživel navode svojih navodov. O Bog, z novim življenjem, z novim rojstvom, ki si nam ga dal, ne moremo pozabiti trpljenja, smrti in krivice, ki je bila storjena. K dolgi krivični ketni se je danes doštulil še nov krvav obroč. Tudi vi ste krivi, je dejal sindikalist. Vsi smo krivi, vsi tisti, ki imamo neko odgovornost pred ljudmi, samo ljudstvo je nedolžno. In zato te vprašamo, vsemogočni Bog, zakaj mu storiš toliko trpet? Med nami so veliki in majhni grešniki. Prvo je treba ustaviti pot velikim grešnikom, zato te prosimo, o Gospod, da spreobrneš tiste, ki se bogatijo na žuljih bozih ljudi in nič ne napravijo za nje. Pošlji nam, Bog, zdrav in močan veter, da bo razpihal megle, da bo spet zasijalo sonce nad našo lepo Benečijo. Ohrani naše ljudi, našo skupnost od pogube in propada. Pomagaj nam ohraniti naš jezik, s katerim smo te na tavžent let molili in častili. Napravi tako, da te bomo lahko še zmeraj hvalili po naši stari navadi. Bog bodi hvaljen. Naveličil sem se. Rendirati v Belgio kot drugi. Prvo bom vid zaslužil na mestu, kot le celo leto. Kaj praviš, ali bo pobica, ali bo čičica? Vse bo dobro, kar bo Bog dal. Samo da bo zdravo, pametno in čedno. In če se ti ki zhodi? Če je
ježe takua, da si ti bar se kar moreš. Ne bom, mama. Na pozabi na dom, Ne pozabim. na družino, Ne bom, mama. na naš jezik in lepe navade, Ne bom, mama. na hodi v slave kompanije. Lepo vas zastopim. Varvu se bom. Ko bom nekaj zaslužil, in če pride boj sajti, da v našo dolino se vrnem nazaj. Na Boga in naše vere ne pozabi. Težko